Lep pozdrav, dobro jutro, veseli ponedeljek. Upam, da se v redu slišimo. Če slučajno se mi pridružite, mi dajte kakšen like, kakšen srček, da vidimo, da je vse v redu. Danes bi želel govoriti o procesu transformacije v življenju in v partnerstvu, ki resnično deluje. Prva stvar je, da v bistvu majčkeno pogledamo praktično, ne? Ker praktično, recimo, zakaj dejansko potrebujemo neko transformacijo, ne? Tukaj, ko govorimo o transformaciji, dejansko govorim o kakršnemkoli rezultatu, ki si ga želimo. Ker poglejte, recimo v življenju se pač znajdemo v neki situaciji, ko naprimer hočemo več, hočemo večje prihodke, hočemo, v bistvu obstajata dve možnosti, ne, zakaj želimo neko spremembo v življenju. Prva možnost je pač, da hočemo nečesa več, ne, in druga možnost je, da hočemo nekaj drugače. Ne. To pomeni, hočemo drugačen rezultat, hočemo več denarja, hočemo več sreče, hočemo več ljubezni, karkoli dejansko, da je več oziroma da je drugače, ne. Drugačno partnerstvo, drugačno službo, drugačno življenje in kar v bistvu vse skupaj. V redu, super. To pomeni, da dejansko majčkeno razumemo. V transformacija pomeni dejansko pač potreba po nekem drugačnem rezultatu v življenju, ne. In sedaj prva stvar, ki jo moramo tukaj pogledati, zakaj dejansko pač nimamo takšnih rezultatov, kot si jih želimo. Ne. Zakaj dejansko nismo zadovoljni z življenjem, ne? In tukaj je pač nekaj faktorjev, ki vam jih želim deliti z vami, da dejansko dobite neko sliko, zakaj se neke stvari nam dogajajo v življenju, zakaj stvari delujejo in zakaj stvari ne delujejo, ne. Prva stvar, ki tukaj jo moramo upoštevati, je v bistvu samo naše znanje, naše razumevanje, ne. Vedno lahko rečemo, da pač če nimam rezultata oziroma če nimam življenja, rezultat je v bistvu bolj nek tak coaching izraz, ki ga mi uporabljamo, ne. Če nimamo tistega, če nimam, da govorim v ednini, če nimam tistega, kar v življenju si želim, potem po vsej verjetnosti prvič nečesa ne vem, ker ne vem, kako do tega priti, ne, in mogoče nečesa ne znam, ne. Nimam nekih sposobnosti, nimam nekih informacij, nimam nekega razumevanja, ne. Pa je to lahko v poslu, kako zaslužiti, ali v službi, če pač vam je tako lažje, ne, kako zaslužiti več denarja, kako dobiti drugo službo, kako to, ali pa je to v partnerstvu. Lahko je to partnerska komunikacija, ne. Ker poglejte, recimo, ena stvar, ki je zelo pomembna, ne. V življenju je smiselno, da se učimo nekih principov. V življenju ni smiselno pač, da nabiramo znanje, da nabiramo informacije. Ogromno ljudi dela to napako, ne, in potem poskuša to znanje v bistvu uporabiti, pa ne gre, ne. Če vam jaz povem princip, kako greste do Maribora, z istim principom lahko pridete do Novega mesta, lahko pridete do Kranjske Gore, lahko pridete do Kopra. Če smo, na primer, v Ljubljani, ne, v prestolnici, ne, tam, kjer so ostali tisti, ki niso vedeli, kam bi šli, okay, oziroma karkoli, pustimo šalo, ne. To pomeni, v življenju karkoli, česarkoli nimamo, obstaja velika možnost, ne, da nečesa ne vemo in da nečesa ne znamo, ne. Zato, ker v bistvu, če sem jaz v neki situaciji, ne, in dejansko pač, ne vem, nisem zadovoljen z partnerjem, nisem zadovoljen z življenjem, nisem zadovoljen z službo, nisem zadovoljen s čemorkoli, ne, in da je moj edini odziv, da je nekaj narobe s partnerjem, nekaj narobe s službo, nekaj narobe z življenjem, nekaj narobe s šefom, potem mogoče, ali po vsej verjetnosti, ali bom rekel, ker gremo direktno, zagotovo obstaja, da dejansko moje razumevanje tega je popolnoma napačno. Ker jaz sem tisti, ki sem pritegnil v svoje življenje takšnega partnerja, jaz sem tisti, ki sem pritegnil v svoje življenje
takšno službo, takšnega šefa. In če s tem nisem zadovoljen, potem zagotovo nečesa ne vem, ne znam, nimam nekih informacij, nimam nekega razumevanja. Ok, to je zdaj v bistvu prvo, bom rekel, samo prvo področje in to je dejansko področje, na katerim se največ ljudi zadržuje, največ ljudi raziskuje, največ ljudi išče rešitev, ne. In dejansko problem je v tem, da to je, bom rekel, skoraj, čeprav največ ljudi, 95% ljudi išče rešitev na tem prvem področju, na znanju in razumevanju, ampak dejansko rešitve, bom rekel, 95% rešitve tukaj ni. To pomeni, da dejansko razlog, zakaj se ogromno ljudi vrti v nekem krogu, išče, poskuša, se zaletava, poskuša dobiti novo znanje, novo informacijo, ne vem, mogoče za službo nek nov certifikat, novo neko potrdilo, ne, ampak stvar ne deluje, ne, je, da dejansko obstajajo še nekatere druge stvari, ki so bistveno bolj ključne in bistveno bolj pomembne. Okay? In prva stvar, ki jo tukaj moramo upoštevati, so naši podzavestni programi. Naši podzavestni programi so tisti programi, ki jih oblikujemo skozi naše življenje in dejansko potem, bom rekel, nas nezavedno obnašajo, mi odreagiramo, mi se odzovemo v neki situaciji na podlagi teh naših programov. To je dejansko seveda povezano tudi z našim razumevanjem in dojemanjem življenja, ne. Te programe smo mi dobili že v osnovi od naših staršev, ne. Nekatere programe smo dobili, ko smo se rodili iz vesolja, jih potegnemo. Vsaka generacija nova se rodi z novimi programi, ne. Današnji otroci se rodijo že z programi za tehnologijo, tehniko, daš enoletnemu, ne vem, otroku daljinca v roko, sam lahko najde svoj kanal in tako naprej, brez da bi ga kdo učil. So drugačni programi, ne. Ampak potem so programi o razumevanju glede partnerstva, razumevanju glede financ, ne, razumevanju glede življenja, zdravja in vsega skupaj, ne. To pomeni, to so ti podzavestni programi, na podlagi katerih mi reagiramo. Dobiš neko priložnost za novo službo, podzavestni program ti kaže, da nisi dovolj dober, da mogoče da služba ni za tebe, da te je strah, da se ne boš znašel, karkoli, in potem avtomatsko negativno odreagiraš, si ne daš te priložnosti. Isto v partnerstvu, ne. Pač v partnerstvu pač imamo programe, ki so na nek način pozitivni, programe, ki so negativni. Partner ti nekaj reče, program se zaktivira in ti odreagiraš glede na ta program. Ne? In problem je, da te programe moramo zamenjati za pravimi programi, ne? Te programe zelo težko kontroliramo, ne? Pristop, ki ga poskušajo nekateri ljudje imeti, ne? Da v bistvu imajo sebe pod kontrolo, je zelo, bom rekel, težaven, ne? Ker v bistvu, ne, ko ves čas moraš gledati sebe, kaj boš rekel, kako boš odreagiral, je po domače povedano precej naporno življenje, ne. Ampak dejansko na ta način moraš delovati oziroma deluješ, ker te tvoji programi vlečejo v drugo smer, tega se na nek način zavedaš, ne, ampak v bistvu pač ni to rešitev, ne. Če imaš ves čas, bom rekel, pod kontrolo, ne, pravite recimo, ne vem, pri nas imamo psičko, ne, in zdaj ena možnost je, da psičko ves čas kontroliram, kaj bo, kako bo, kaj bo naredila, ono tretje, druga stvar je pa, da psičko zdresiramo. In isto je v našem življenju. Podzavestne programe moramo zamenjati, nadomestiti jih moramo z drugimi. Ni dovolj, da program ustavimo, zato ker pač, ko program samo ustavimo oziroma ga poskušamo eliminirati, ne, dejansko je vakuum in bom rekel, ne vem, imate nek program, da izgubljate ogromno časa, da izgubljate čas na socialnih medijih, če je to v vaš osebni razvoj, super, drugače, če pa samo gledate, kaj ljudje delajo,
kaj so v nedeljo, kje so bili, kako to, je pa v bistvu pač to glede osebnega razvoja izguba časa. In ko ta program, bom rekel, eliminirate, morate ga nadomestiti z drugim programom. Ne? Programom, recimo, da nekaj lepega preberete in tako naprej. Ne? Okay. Ne? Tako da v bistvu to je zelo pomembno. Ti programi so podzavestni in ti programi nas, bom rekel, obnašajo. In dejansko, bom rekel, če seveda pač imamo te programe pod kontrolo, nekako še gre, ampak te programe imamo lahko pod kontrolo samo takrat, ko smo spočiti, ko imamo dovolj energije, ko dejansko pač lahko držimo fokus. Ko pa vse to zgubimo, ne, dejansko pač zopet odreagiramo podzavestno in se potem zopet znajdemo v vseh teh situacijah. Ne. Poglejte, recimo v partnerskih situacijah se velikokrat dogaja, da partnerja pač, bom rekel, zaradi tega, ker imata neko omejeno znanje, zaradi tega, ker imata napačne programe na področju partnerstva, ne, potem pride do konfliktov, se skregata, ne, je napetosti, so pač težke situacije, ne, in potem se usedeta dol, ne, dajva se dol usesti, dajva se pomeniti, dajva narediti plan. Vse to je super, ne, in potem v bistvu si obljubita, da boste sedaj drugače. Ne. To lahko pač se zgodi, ok, obljubim sebi ali pa obljubim partnerju, vse tukaj v bistvu ni nobenega razlike. Ne. Ampak problem je, da to obljubo lahko držimo samo, dokler imamo lahko tega konja, divjega in tako naprej v nas pod kontrolo. Ko pa dejansko zopet zmanjka motivacije, zmanjka fokusa, zmanjka energije, ko smo utrujeni, ne, potem bomo govorili še v naslednji točki še ena zadeva, ki je zelo pomembna, ne, potem pa se stvari vrnejo na isti nivo. Ne. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj se ves čas vrtiva v krogu. Ne. A me razumete? Ne? Ampak to je isto kot recimo, da se zaletavaš na nek klanec. Nimaš kondicije, ničesar ne spremeniš, ne spremeniš ne tehnike, ne spremeniš ne načina, ne dodaš neko novo kondicijo, zaletavaš se. In ko si svež, gre lahko, potem pa spet dol. Ne. In tukaj je isto. Ne. Ko smo sveži, ko imamo lahko to pod kontrolo, potem pa zopet postanemo mi sami z našim pač znanjem omejenim, kot ga imamo, ne, dostikrat pač nimamo niti pravega znanja, ne, z našimi programi podzavestnimi, ne, in dejansko potem pač se zopet stvar ponavlja in se zopet tukaj. To pomeni, če želite spremeniti, transformirati, dobiti drugačne rezultate, več, ne, je v bistvu prvo smo rekli, da pač moramo dobiti pravo znanje, prave sposobnosti razviti, ne, in druga stvar je, da moramo instalirati na nek način prave programe. Svoje, te omejena prepričanja, omejene te programe zamenjati za pravimi programi, ki nas podpirajo. Okay? Tako da v bistvu razumete zdaj, zakaj se nekaj dogaja, zakaj se vrtimo v krogu, zakaj ne moremo dejansko narediti nekega preboja in tako naprej. Ne. Potem naslednja zadeva je pač naša energijska situacija. Ne. Skozi naše življenje se pač nam dogajajo različne stvari. Ne. In seveda pač neka stvar, ki je zelo zanimiva, ne, je v tem, da ni stvar v tem, kaj se nam dogaja skozi življenje, ne, ampak je stvar bolj v tem, kako se mi odzivamo, kako smo mi to življenje doživeli. Ne. Zato, ker v bistvu lahko je nekdo imel neko težko otroštvo, ta je imel pa tako in tako otroštvo, ne? Ok, v bistvu to je pač pomembno, pa v bistvu ni pomembno. Pomembno je, kako je on to otroštvo doživel, kako se je on odzival, ne? Kakšen, bom rekel, čustven in energijski vpliv je to otroštvo imelo, ker lahko imate v neki družini, imate brata in sestro, ali dva brata, dve sestre ali več v bistvu otrok, ne? In vsak izmed otrok različno doživlja iste starše, iste okoliščine in tako naprej. Ok, ampak tisto, kar je pomembno, je, da dejansko vse te naše izkušnje, naši čustveni odzivi, naša razočaranja, naši strahovi, jeza, v bistvu predvsem te naša negativna čustva se energijsko uskladiščijo v našem telesu.
To pomeni, po eni strani se pač energijsko uskladiščijo in so pač tako imenovane energijske blokade, ne? Po drugi strani pa v bistvu ta negativna energija teh naših čustev energijsko poškoduje našo energijsko telo. Energijsko telo. Okay, upam, da je razumljivo. Ne? Kaj se sedaj dogaja? Ne? Te energijske blokade so kot neka tempirana bomba, ki so uskladiščene v našem telesu, ne? In potem splet nekih situacij, nekih okoliščin, lahko je, da nam nekdo nekaj podobnega reče, kot se nam je zgodilo v preteklosti, ne? Lahko je nek splet okoliščin, lahko je čisto nekaj drugega, ne? Se opravičujem. To pomeni, lahko situacije, lahko ljudje, lahko različne zadeve. Danes nimamo toliko časa, da bi šel v bolj podrobnosti, ne? Ampak gre za to, da v bistvu te stvari nam aktivirajo to blokado. To pomeni, rečemo, da nam nekdo stopi na žulj. Ne? In vedno, ko pač partnerju rečemo nekaj na nek način, odreagira, ne? Ko se neka stvar zgodi v nekih okoliščinah, službi, šef nam reče, ali pa recimo neka situacija se nam v poslu zgodi, dogaja, vedno takrat odreagiramo. Ne? In zopet ta naša reakcija je nekontrolirana. Ne? Ker dejansko, v bistvu pač problem je v tem, ne, da ogromno parov potem poskuša najti neko rešitev, da se tem žuljem izogiba. Ne? Dostikrat slišim, da pač reče partnerka, moram ves čas paziti, kaj mu rečem, kako mu rečem, kdaj mu rečem, moram paziti, da je pravi čas. Ne? Ves čas je nek pritisk, ves čas je neka taka zadeva. Ne? In zdaj po drugi strani to pomeni, ena stvar so te blokade, kjer naši žulji, tempirane bombe, kjer eksplodiramo. Ne? Druga stvar je pa, tako kot sem rekel, te naše energijske poškodbe nas že v osnovi delajo bistveno bolj ranljive, kot smo, in se nas stvari bistveno bolj dotikajo. Se opravičujem, dostikrat uporabljam besedo bistveno, ampak bistveno je, da razumemo, kaj je bistveno. Ne? Razumete? Ne? To pomeni, da ko smo v neki situaciji, ko nam partner nekaj reče, ko se v službi nekaj zgodi, ko se v poslu neka stvar zgodi, ko stranka odreagira, karkoli že je, ne? Ko smo poškodovani, bistveno bolj odreagiramo, smo bistveno bolj senzitivni. Ne? In zdaj pač, če želimo narediti transformacijo, moramo prvič odstraniti te energijske blokade. Prvi ključ je seveda, da jih prepoznamo. Dostikrat se dogaja, da tisto, kar mislimo, da je blokada, v bistvu ni blokada. Ne? Tako kot rečem včasih, ne? Če je na jablani pač problem z jabolkom, ne? Seveda je opcija, da pač jabolka pošpricamo, ne? Poškropimo z nekim škropivom, ampak dejansko jabolko je samo plod, zdraviti moramo pa korenine. Ne? In ravno ko delamo z energijskimi blokadami, je pač problem, da se ne smemo, pač nimamo tukaj znanja in izkušenj, ne, da se veliko preveč ukvarjamo z plodovi, z jabolki, ne gremo pa nazaj do korenin, ker pač ne vemo, da izza te blokade, izza tega programa, izza teh stvari je še od spodaj nekaj drugega, kar je pa dejansko bistveno in pomembno. Ne. Okay? Tako da, in druga stvar je, ko smo rekli, te pač naše energijske poškodbe moramo energijsko pozdraviti. Preko energijskega pretoka se energijsko ojačamo, postanemo močnejši in nas te stvari se potem bistveno manj, bistveno manj se nam dotaknejo. Ne. Samo da razumete primer, ne. V poslovnem svetu, še posebej v osebnem pač razvoju, malo manj, ne, je ogromno antistres terapij. V bistvu nekih, znanja, kako se ubraniti stresa. Ne. Ampak, glejte, ena stvar je, da se pač vi naučite neke tehnike, kaj si reči, kako stvar doživeti in tako naprej. Ne.
v bistvu in te stvari pomagajo v zelo omejenem obsegu. Poglejte, jaz se ukvarjam z borilnimi veščinami. Vsak, ki se ukvarja z borilnimi veščinami, občasno želi pač preizkusiti se v sparingu. Sparing je pač pa tista navidezna borba, ne? Malo se igraš, malo gre za res in tako naprej. Ne? In zdaj v bistvu vse te antistres terapije, ne? In te, bom rekel, razne pač programi, če temu rečemo, ne? Se fokusira na to, da dejansko se znaš obraniti, da znaš dati udarec, če to preslikam v borilne veščine. Ne? Ampak dejansko tisto, kar je najbolj pomembno v borilnih veščinah, v življenju pri stresu in poslu, ne, je, da znaš sprejeti udarec. Ne. Da, ko udarec prejmeš, si dovolj močan, si dovolj utrjen, da dejansko te ta udarec ne podere, pobije, da pač ne padeš dol. Ne. In isto, ko delamo v tem, bom rekel, antistres programih, antistres terapijah, ne, je ključ, da dejansko sebe pozdravimo. Da nas, seveda je super, da imamo znanje, seveda je super, da vemo, kako se izogniti, seveda je super, da dihamo, seveda je super, da pač delamo, gremo na sprehod. Vse te stvari so super. Ne. Ampak če mi energijsko ne zacelimo svojih ran, potem vsakič, ko se nas nekaj dotakne, vsakič, ko pridemo v neko situacijo, odreagiramo zopet bistveno bolj intenzivno, kot je to sploh potrebno. In če želimo spremeniti rezultat, če želimo, bom rekel, drugačne rezultate imeti, ne, več doseči v življenju, je ključno, da pozdravimo te energijske blokade. Ne, energijske poškodbe, energijske blokade in energijske poškodbe. Ne. Potem je pa tukaj še izgradnja pravega podpornega okolja. Ne. Poglejte, vsi imamo željo, da se razvijamo, da rastemo, ne, in zaradi tega pač obstajajo delavnice, nekaj je plačljivih, brezplačnih, nima veze, beremo knjige, poslušamo. Ne. Ključ je, da dejansko mi dobivamo znanje, da dobivamo informacije, da se udeležujemo teh, bom rekel, delavnic, ne, dejansko v pravilnem vrstnem redu. Ne. Ker poglejmo, ko smo v osnovni šoli, srednji šoli in fakulteti, ne, tam je nek program. In ta program je, bom rekel, izkustveni. Ta program ima nek smisel. Ne gremo najprej se učiti množenja in ne vem, deljenja in potem šele seštevanja in potem šele v bistvu številk. Ne. To pomeni, da program, po katerem se razvijamo, ima nek smisel. Vsaka stvar je v nekem pravem vrstnem redu. Ne. Ampak bom rekel, situacija, s katerim pač se pa ljudje soočajo, ne, je pa, da ko začnemo delati na sebi, dejansko delamo na sebi bolj na nek način odzivno. Tisto, kar nam v tistem trenutku pride pod roke, tisto, kar v tistem trenutku nekaj začutimo, ok, to delavnico bi zdaj pogledal, ok, zdaj bi pa to, ravno to knjigo mi je kolega priporočil, pa bi jo prebral. Ne. Ampak mogoče ta knjiga je vrhunska knjiga, vrhunska delavnica, ampak ne v tem času. Ne. Joj, sledim tega coacha, ta coach dela to. Ja, ta coach dela to, ker ima trenutno tako situacijo, ker je trenutno na tem nivoju, ker ima trenutno to razumevanje življenja. Ne. Ampak tisto, kar je pa on delal pred 10 leti, ko je bil na tistem nivoju, kot smo mi zdaj v tem trenutku, je pa bistveno nekaj drugega. In tisto, kar je on delal pred 10 leti, je dejansko tisto, kar bi nam in kar nam pomaga v tem trenutku. Zato je zelo pomembno. Ne. Ker osebna rast, seveda, pač karkoli naredimo, je super. Ne. Isto, če recimo, ne vem, če gledamo fizično, v fizičnem smislu, če gremo teč, če gremo na sprehod, če gremo na to, ne, je v bistvu karkoli delamo, je super. Ne. Boljše se počutimo, imamo več volje do življenja in tako naprej. Ne. Ampak tisti, ki pa dejansko želite preoblikovati svojo postavo, ne,
ki želite dejansko, da se mogoče malo six-packa vidi, da se bicepsi vidijo in tako naprej, pa potem veste, da ni vseeno, kaj jeste, kdaj imate dan za noge, kdaj imate dan za, ne vem, hrbet in tako naprej, ne? Vse te stvari morajo imeti nek smisel. Ne? In isto, če želite res, bom rekel, drugačne občutke, drugačne rezultate v svojem osebnem, partnerskem ali poslovnem življenju, je dejansko potrebno, da ustvarimo pravo podporno okolje, da vemo, kaj delati, kdaj delati in kako delati, katere knjige brati, kakšne rituale delati, kdaj jih delati in tako naprej. Ne. Ok, tako da v bistvu, vidite, upam, da ste dobili majčkeno sliko, ne. Začeli smo za predpostavko, da pač sprememba v življenju oziroma drugačne rezultate pač želimo, kadar hočemo nečesa več, nismo zadovoljni z trenutno situacijo, ne, ali hočemo nekaj drugače, ne, kar je v bistvu, bom rekel, samo neka druga oblika iste zadeve. Ne. In tukaj pač stvari, ki jih potrebujemo, komponente, smo rekli, da je pač pravo znanje in razumevanje, ne, pravi naši podzavestni programe, ki nas ne podpirajo, ki nam ne pomagajo, jih moramo zamenjati, ne. Potem moramo odstraniti te energijske blokade, ki dejansko nas delajo eksplozivne, reaktivne, odzivne, ne. In energijsko se moramo pozdraviti, da se ojačamo, ne. In pa ustvariti si moramo dejansko tudi podporno okolje. Seveda tukaj je še ena zadeva, o kateri mogoče bom govoril kasneje, ne, mogoče v naslednjem srečanju, je naša kapaciteta energije. Ne. Ker v bistvu dejansko mi v tem trenutku dejansko reagiramo, imamo rezultate, imamo življenje glede na našo trenutno kapaciteto energije. Ne. In če želimo drugačne rezultate, moramo to kapaciteto zamenjati, v bistvu povečati, ne. Če hočemo drugačne rezultate, moramo spremeniti našo energijo, ampak to je že tematika za naslednjič. Tako da dejansko, ko smo rekli 4 komponente, znanje in razumevanje življenja, naši podzavestni programi, ne, in odstranitev energijskih blokad, zdravljenje energijskih poškodb in vzpostavitev pravega podpornega okolja. To je dejansko, so pač ključi in proces transformacije na katerem koli področju, ki resnično deluje, ne, ki daje rezultate, ne, ki daje, bom rekel, rezultate, ki so trajni, ne da se majčkeno zaletimo, potem nam pač stvari zopet padejo in potem zopet iščemo, kaj smo delali narobe in tako naprej. Tako da, to je bilo moje sporočilo za današnji čudovit, srečen ponedeljek. Ne. Če želite več informacij, me kontaktirajte, sem vam na voljo. Ne. Tako da, ostanite čudoviti in se zopet kmalu slišimo.